pa mi? Ja, pa moj strah pred hitrostjo. Si pozabil na kaj? Nikakor ne, otroci, prihajam. Jaka in prijatelji me pričakajo v adrenalinskem parku. Tam se lahko spustimo po jeklenici in premagamo strah pred hitrostjo. Ampak tole pa sploh ni bilo tako zelo hitro, če me nekdo vpraša. Ne? Moj Pepe mobil, otroci, je dosti hitrejši, recimo, naprimer. A boš ti bolj nasleden? O, ne, ti boš. Ampak meni hitrost ni fajn. Sej veš, ti dej. Ne, ti boš. Zakaj? Ja, zato, da boš premagal strah pred hitrostjo, ne? Ali pa ga bo še bolj strah. No, ampak na to pa sploh nisem pomislil in tega si ne želimo, ne? In kaj, mene zdaj hočeš še poslati tjale gor, ali kaj? O ja, če si ti upaš, kaj? Pol grem jaz, kaj? Aha, ti greš potem na krajšo jeklenico. Ok, zmenjeno, ampak predtem pa še pojemo tole pico, prav? Dajmo, dober tek. Slastna pica sredi gozda? Zakaj pa ne? Njami! Ja, najprej bomo vlekli pasove. Tole. Super, ena malo posamle. Ok, zdaj si pa gor potegni pas. Tukaj ima ta dve oponki. Vidite? Ja. Te dve oponki imajo rdečo znako. To pomeni, da ko pridemo do žice, ko ima rdečo znako, se moramo s tema dvema oponkama pripeti na njo. Ok, pa imamo pa še tale škripec. Ta škripec ima pa modro znako. To pa pomeni, ko pridemo do žice, ko ima rdečo in modro znako, se pa pripnemo še s tem škripcem. Za varnost je poskrbljeno in lahko gremo. Pred nami je hitrostna pustolovščina. Oba z Jako se povzpneva visoko v drevesno krošnjo. Priznati moram, da me je kar malce strah. Zdi pa se, da je Jaka še bolj negotov, ko se odpravlja na štartni položaj. Ampak na srečo so tu njegovi prijatelji, ki ga glasno vzpodbujajo. Foxner da znak za začetek dirke in ko se poženem v globino, kar ne morem dihati od strahu. Jaka ima še več pomislekov, zato se malce obotavlja. Ko pa se le odrine, strah nenadoma izgine. Spust po jeklenici je nadvse zabaven in v trenutku začneva oba zelo uživati. Kot ptici poletiva mimo visokih drevesnih krošenj in ob glasnem navijanju občinstva cviliva od navdušenja. Hudo vam povem. S tem se strinja tudi kuža Fido, ki se požene za nama. Spust po jeklenici. Jaka se čisto nič več ne boji hitrosti. Zmaga! Bravo, tako se dela. A greva še enkrat? Ja, to pa ne. Mislim, da mi je kaj malo ohlačil šlo. Ampak, pripravljen sem pa na zmagovalni ples. A smo za? Takoj začnemo s pripravami na veliki žur. Narisali bomo barčico, avtomobil in lokomotivo, ki drvijo z veliko hitrostjo okrog sveta. A gremo?
Moram priznati, da s Pepe mobilom rad drvim po odročnih cestah. Čeprav pazim, da ne prekoračim hitrosti, vseeno uživam v divji vožnji. Foxner, tole je pa bilo zabavno, a ne da je bilo zabavno? Veste, kako noro, dobro sem se počutil tam gor v zraku. In veste, kakšna hitrost je bila to? Zdaj pa imam katastrofa. Katastrofa res. Do nesreče je prišlo samo zaradi moje nepazljivosti. Malo pa tudi zaradi prevelike hitrosti, če sem povsem iskren. Nehajte zmajevati z glavo, Foxner. Kaj bomo naredili? Ups, Pepe, kaj pa je bilo? A je cesta preoska? Si bil prehiter. A ne, da si bil. Jaj. Ne vem, kaj ne rečem, no. Sej, jaz pa nisem hiter voznik, pa se mi je vsem pripetila nezgoda. Moj ljubi Pepe mobil. Ni preveč hudo. Ja, ni velik poškodovan. Sam potegan ga moramo z jarka. Ja, to pa dajmo. Smo pripravljeni, 3, 4, dajmo. Foxner sede za volan, ostali pa privežemo razbitino nad belo vrv in skupaj povlečemo. Ko nam pnemo vse moči, se Pepe mobil ne premakne z jarka. Gremo, ja. Uspelo nam je! Uspelo! Taram! Juhu, super, smo to rešili. Hej, otroci, hvala vam, hvala. Merci beaucoup. Obljub, da bo še bolj previden počasi naprej. Ej, Jaka in otroci, obljubim. Od zdaj naprej bom zelo počasen in zelo previden. Častna ribiška. Okej. Ti se pa bojiš hitrosti, kaj? Ampak kako to, zakaj? Ker nima vpliva, kako hitro gre. Lahko se kam zaletim, pa se poškodujem, ne? Ampak dej, povej mi, kako si se počutil na začetku, preden si se spustil z jeklenico. Mal nervozen, ampak so mi povedali, da je varen. Pustolovski park je zgrajen in projektiran tako, da so ljudje varni. Prav tako ljudje, ki vozijo avtomobile, so napravili vozniški izpit, vedo, kaj delajo in je zato vožnja z njimi varna. Če pa slučajno se pelješ z nekom, ki vozi prehitro in nimaš tega občutka varnosti, je pa prav, da mu to tudi poveš. Zdaj mi pa še povej, kako je bilo pa na koncu po tistem, ko si se spustil z jeklenico na tla. Kot pravi zmagovalec. Premagal sem svoj strah in tebe. Hitreje sem prišel do konca kot ti. Dej no. Če je tudi tebi ob čem neprijetno, se posvetuj z odraslo osebo, ki ji zaupaš. Če pa to ne gre, pokliči na Tom telefon. Telefon za otroke in mladino, ki ima številko 116 111.